pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Gost v današnji oddaji Aktualno je najmlajši poslanec Državnega zbora Republike Slovenije Andrej Poglajen, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. En lep pozdrav tudi vam ter vašim gledalkam in gledalcem. Do vašega prihoda v Državni zbor pred 4 meseci je bil najmlajši poslanec Lenart Žavbi. Sedaj ste mu v bistvu to oznako prevzeli. Ja, res je. Sem najmlajši poslanec tega, mandata Državnega zbora. Pred menoj so bili seveda nekateri še mlajši, ampak mislim, da so to pač neke lepe statistike, predvsem pa šteje na koncu delo in rezultati, ki jih pokažemo. Kako se počutite med temi starimi mački? No, ta mandat je kar lepa kombinacija vsega starejših mačkov, ter bom rekel tudi nas mlajših. Mislim, da sem se na delu kar dobro prilagodil, sicer ni bil spet tak hud preskok iz Državnega sveta v Državni zbor. Mogoče bom iskreno rekel, da včasih tudi malo pogrešam nivo razprave, ki je bil v Državnem svetu, ki je definitivno manj ideološki, kot je v Državnem zboru. Zadnjič sem se pogovarjal z enim starejšim kolegom in mi je rekel nekako takole: Andrej, ko sem se sam loteval vstopanja v politiko, je v Državnem zboru nekako veljalo 90% vsebina in 10% ideologija. Jaz pa na žalost danes opažam, da je popolnoma obratno, se pravi 90% ideologije in 10% vsebine. Zato me tudi žalosti, da je pač taka situacija, kot je. V poslanski klopi ste zamenjali Branka Grimsa, ki je odšel za evropskega poslanca. Branko Grims je bil zelo izpostavljen član vaše politične skupine. Ja, res je. Mislim, da je Branko Grims v svojem delu znotraj celotne slovenske politike pustil kar odmeven pečat. Mislim, da svoje delo nadaljuje tudi v Bruslju, v Evropskem parlamentu. Je pa tako, da mislim, da vsak nov poslanec pač prinese tudi neko svojo vsebino. Sam, kot lahko vidite tudi iz socialnih omrežij ter tudi ostalih izjav, vedno v ospredje dajem, lokalne problematike. Mislim, da je, če pogledamo ta famozno stran Parlameter, na kateri se pač beležijo statistike poslancev, sta Idrija in Cerkno ena izmed besed, ki jih najpogosteje izrekam. Tako da predvsem se rad fokusiram na neko lokalno izpostavljanje lokalnih tem, kajti mislim, da na prvem mestu smo poslanci za to tudi v Državnem zboru. Dobrih 100 dni, 4 mesece ste že na tej funkciji. Ste bili na čim posebej razočarani? Ja, razočaran sem bil predvsem pri obravnavi proračuna. Vedno je nekako veljala neka, nepisano pravilo oziroma nepisan dogovor, da poslanci koalicije sprejmejo tudi katerega od amandmajev opozicije. Slovenska demokratska stranka skupaj z opozicijskimi partnerji iz Nove Slovenije smo skupaj predlagali za približno 60 milijonov amandmajev. Če pogledamo, to je na 17,4 milijardni proračun manj kot 0,5%. Se pravi, opozicija je hotela vplivati za manj kot 0,5% na finančne izdatke Republike Slovenije. Vendar pa je, koalicijska mašinerija v Državnem zboru vsak amandma zavrnila, med njimi tudi številne, ki bi prinesli nove investicije v naše kraje. Če pogledamo to obravnavo proračuna za leti 25 in 26, sami ste vložili 6 dopolnil oziroma amandmajev, kot ste že rekli, so bili vsi zavrnjeni. Pa če jih preletiva, povejte nam kaj več o tej vaši zamisli za rekonstrukcijo ceste skozi Godovič. V čem je tam skozi Črni vrh, skozi Črni vrh? V čem je pravzaprav tam problem? No, poglejte, gre za projekt, za katerega je sredstva v NRP-je oziroma načrte razvojnih programov namenila vlada Janeza Janše. Takrat je bila jasna strategija, ki je bila nekako tudi usklajena z NRP-jem občine, se pravi, gre za istočasno urejanje vaškega jedra, ki bi ga pač urejala občina oziroma ki ga ureja občina, ter po drugi strani država, ki pač bi zagotovila, da se rekonstruira pač prometnica kot sama. Zagotovili smo takrat tudi sredstva. Trenutna vlada Republike Slovenije, ki jo vodi premier Robert Golob, je imela več kot 2,5 leti časa, da aktivno pristopi k odkupu zemljišč. Na tem področju se ni dogajalo praktično nič. Če vprašate lokalno prebivalstvo, ni niti noben predstojnik kakršnega koli državnega organa
pristopal k njim, da bi aktivno nekako nadaljevali ta projekt, in zgodilo se je to, kar vidimo skozi celoten mandat. Sredstva so se iz projekta odvzela oziroma zamaknila v kasnejše leto in na koncu koncev projekt se je nekako zakasnil. Če pa pogledamo celoten sklop amandmajev, ki sem jih predlagal, gre za nekaj več kot 7 milijonov evrov. Zakaj 7 milijonov evrov? Nekako je tudi to simbolično. Če se spomnimo, v lanskem letu, ravno v tem prazničnem času, je vlada za približno 7 milijonov evrov kupila podrtijo na Litijski. Se pravi, tej vladi ni problem dati znesek oziroma denar v tem znesku za neke investicije. Tako da mislim, da bi teh 7 milijonov evrov dosti bolj prišlo prav državljankam in državljanom Republike Slovenije, če so investirani v eno okolje, kot je recimo Idrijsko-Cerkljanska. Posledično pač sem se odločil za te amandmaje, ki pa, kot ste sami menili, so bili strani koalicijskih poslancev, se pravi poslancev Levice, SD-ja in Gibanja Svoboda zavrženi. Še ko ste bili v državnem svetu, ste organizirali odmevno okroglo mizo razpravo o 4. razvojni osi in eden od teh amandmajev, ki ste jih predložili na proračun za leto 25 in 26, se je navezoval prav na ta projekt te pomembne ceste Keltike, in sicer odsek Cerkno-Gorenja vas in drugi odsek Želin-Cerkno. Tam se zdi, da stvari kar stojijo. No in še tretji pas, v bistvu lahko tukaj govorimo tudi o odseku Spodnja Idrija-Želin, kajti 4. razvojna os se potem nadaljuje, se pravi, pri Želinu skrene nekako levo proti Cerknem in se nadaljuje potem proti Gorenji vasi, en krak pa gre naprej proti Idriji, naprej proti Logatcu, kjer je končna ideja nekako neka oboznica ob Logatcu, ki bi nekako pripeljala Idrijčane hitreje do avtoceste. Pa da se vrnem na prvotno vprašanje, ta tema 4. razvojne osi, ki je v bistvu, bom rekel, kar na tedenski ravni izpostavljamo v državnem zboru, se vleče, kot ste že rekli, iz državnega sveta. Takrat sem tudi ob poplavah, ki so se zgodile prejšnje leto, zahteval amandma, ki bi kot prednostni infrastrukturni projekt obravnaval tudi 4. razvojno os. Če pogledamo na Koroško, tam imajo 3. razvojno os, Korošci so si izborili, bom rekel, ta člen. Mi takrat v državnem svetu, pa tudi kasneje naša poslanska skupina, predlagala isti amandma, ki bi spremenil tako dikcijo zakona, vendar ponovno koalicijski poslanci niso bili za to usklajeni, oziroma so pač predlog zavrnili. Če se vrnem na samo materijo 4. razvojne osi, res je, tudi v predlogu amandmajev je bil pač eden izmed amandmajev ta, ki je vsebinsko predeljeval 4. razvojno os kot samo. Nažalost, trenutno vlada zagotavlja samo finance za neko projektiranje, se pravi, v prihodnjih 2 letih je to malo več kot 600 tisoč evrov, kar je za trenutno stanje te ceste oziroma te relacije drastično premalo, in zato sem tudi pač predlagal amandma, ki bi ta sredstva zvišal. Zvišal pa zato, da se vsaj ustrezno sanirajo nekateri predeli obstoječega cestišča, kajti le tako bi nekako varno zagotovili tudi povezavo med Cerknem in Gorenjo vasjo ter kasneje seveda proti avtocesti in Ljubljano. Mogoče za zaključek, kar se tiče 4. razvojne osi. 4. razvojna os je najbolj pomembnih strateških infrastrukturnih stvari v naši državi, če se smem tako izraziti. Prvič povezuje obmejni del države, se pravi Italijo in Slovenijo, če gledamo strani Tolminskega in Bovškega. Po drugi strani gre za kraje, ki so izredno gospodarsko močni. Če pogledamo domači proizvod, bom rekel, na prebivalca, je v naših krajih zelo visok, primerjavi z drugimi kraji, in mislim, da je hromenje slovenskega gospodarstva deležno tudi, oziroma se zgodi tudi tako, da država ne poskrbi za ustrezne prometnice. Ta vlada pač je na žalost veliko sredstev premestila na železnice, mi pa, ki nimamo železnice, smo tukaj na žalost izveseli. Se gospodarstvo odziva na tak način, da najbrž seli programe drugam? Ja, na žalost je tako. Mislim, to je tudi opažno, tudi z veliko gospodarstveniki, ko govorimo, velikokrat povejo, da pač določene stranke, ki pridejo v naše okolje, se ne odločijo za poslovanje z njimi ravno zato, ker jih skrbi transport samih produktov v končno destinacijo. 2 amandmaja ste namenili na področje šolstva oziroma športa. Predlagali ste gradnjo telovadnice v Godoviču in v Ledinah. Tukaj bi šlo za kombinacijo občinskih sredstev in državnih sredstev. Tako, res je. Mislim, da sta to 2 projekta, ki bosta
veliko pripomogla k nadaljnjemu razvoju dveh vasi, ki tudi, če gledamo nekako z demografskega vidika, pa tudi družbeno-civilnega, prinašata kar veliko v našo občino. Mislim, da sta obe dve vasi prepotrebni dobrega športnega objekta, se pravi telovadnice, ki bi omogočal pač od osnovnošolcev ter tudi do vseh ostalih društev, da se nekako udestujejo tudi, bom rekel, tako v šolskem kot ob šolskem času in bi to doprineslo k dodatnemu razcvetu življenja na podeželju. Telovadnica v Godoviču, kar se tiče papirologije, če lahko rečem, po mojih informacijah, je večinoma vse v zaključni fazi, v ledinah vse nekatere stvari je še potrebno pripraviti, vendar glede na to, da sem vložil predlagani amandma, sem trdno prepričan, da bi do leta 2026 te stvari občina že uredila. Tako da tudi ta amandma je bil na žalost zavržen strani oziroma zavrnen strani koalicije in tako so ledinci in prebivalci Godoviča ostali brez telovadnic. V enem od svojih blogov ste zapisali, tako navajam, Slovenija ni samo naše glavno mesto, Slovenija so tudi srca naše domovine na podeželju in prav je, da se tega zavedajo tudi vladajoči. Ja, res je. Že prej, ko sem spremljal delo vlade in parlamenta, pa tudi sedaj, ko to vidim, bom rekel, da besedno iz prvih vrst v državnem zboru, nažalost vidim, da trenutna garnitura nekako zaključi svoje razvojne razmišljanje bom rekel, v mejah ljubljanske obvoznice. Se pravi, ne vidijo nič ven iz Ljubljanske kotline, ostali imamo nekako občutek, kot da ne obstajamo. Seveda so nekateri posamezniki znotraj koalicije, ki se zavedajo pomena, ki ga ima podeželje oziroma, bom rekel, občine ven iz centrov. Če pogledamo nekako evropsko definicijo, se pač po nekako Ljubljana edina definirana kot mesto, vse ostalo pač smo del podeželja. In na osnovi tega menim, da nažalost ta vlada nima dovolj razvojne naravnanosti, kar se tiče v smislu razvoja podeželja in občin, ki niso recimo mestne občine, ampak so, kot sta naši dve, Idrija in Cerkno. Ta vlada tega, kot pravite, nima, ima pa večino v parlamentu. Ja, res je, že prej sem omenil, da nekako koalicijska mašinerija melje dalje. To smo lahko spremljali tudi v zadnjih dneh, bom rekel, predprazničnega časa, tako pri vprašanju razrešitve Urške Klakočar Župančič kot interpelaciji najbolj odgovornega ministra za nakup podrtije na Litijski, se pravi gospoda Boštjančiča, smo lahko videli pač, da vladni oziroma da koalicijski poslanci pač ne razmišljajo v neki smeri odgovornosti, ampak rajše stvari, kar z tega tiče, pometejo pod preprogo. Tako da, nažalost, se mi zdi ta prevelika lojalnost posameznim vodečim zelo škodljiva tudi za Idrijo in Cerkno. Kako gledate na položaj študentov, upokojencev? No, tukaj seveda prihaja do hudih problematik. Glejte, kar se tiče prvo upokojencev, če izpostavimo tukaj, je kar velika številka, več kot 100,000 upokojencev živi pod pragom revščine. Še večja številka je tistih, ki komaj izhajajo nad pragom revščine. In naša vlada oziroma naše vlade so vedno zagotovile na koncu leta tudi božičnico za upokojence. Nažalost je premier Robert Golob rekel, da se imajo upokojenci v Sloveniji preveč lepo in da jim letos te božičnice ne bo vlada izplačala. Namesto tega pa raje bodo namenjali 1500 evrov za posamezne, bom rekel, kar privilegirance znotraj kulture, ki bodo ta znesek, se pravi 1500 evrov, dobivali na mesečni ravni k dodatku k pokojnini. To je bil zadnji zakon, ki ga je sprejel državni zbor. Mislim, da je to dejansko pljunek v obraz vsem tistim, ki so v Sloveniji, bom rekel, v finančnih stiskah. Leto in pol nas loči od rednih volitev. Če vam bodo volivci namenili večjo veljavo, večji mandat, boste vse te obljube sedaj, o katerih se pogovarjava, uresničili? No, gledajte, se pretekli rezultati Slovenske demokratske stranke, ko je vodila vlado, pokažejo, da se naše obljube uresničujejo. Projekte, ki jih vidimo, ki se izvajajo po občini, tako kar se tiče infrastrukturnega dela, ter tudi drugih segmentov, so večino projekti, ki jih je začela Janševa vlada. Se pravi vlada, ki jo je vodila Slovenska demokratska stranka.
Mi se zavedamo pač, da je potrebno v Sloveniji v določene predele, kot je tudi Idrijsko-Cerkljanska, investirati več. Zakaj? Zato, ker v preteklem času oziroma obdobju, recimo rečemo 15-20 let, ni bilo zadosti teh investicij in zato smo zaostali za določenimi predeli, sploh kar se infrastrukture tiče, zato smo zaostali za določenimi predeli Slovenije. In posledično menim, da kar sem sedaj navedel, bomo seveda realizirali v prihodnjem mandatu, upam, da nam bodo volivci zaupali svoje glasove, ampak do tedaj je še leto pa pol in tudi to je obdobje, v katerega moramo tudi poslanci izkoristiti, da čim več nekaj investicij in sredstev prenašamo v naša lokalna okolja. Je pa res, da nekateri poslanci nimajo te, odgovornosti do svojih volivcev, kajti menijo, da so pač bili izvoljeni zaradi stranke in ne zaradi okolja, iz katerega prihajajo. Tu naprej se lahko pogovarjajo tudi o primeru Anže Logar. Kako gledate na ta dogodek? Glejte, Anže Logar se je pač odločil za neko samostojno pot. Jaz sem kot nekdo, ki je tudi sodeloval z njim, želim vse dobro. Žalosti me, da pač se je tako odločil, ampak odločitev je njegova. Bom pa rekel tako, stranka, ki ima, v Sloveniji že imamo stranko, ki nosi ime Demokratska oziroma Demokrati. Tako da poceni kopije ponavadi niso dobre na samih volitvah. Opazni je vaš še kar tako velik prispevek k temu, da bi imeli živ stik z volivci, hodite po raznih krajih, bili ste že v Ravnah, Šebreljah, Ledinah, Godoviču, Bukovo, Idrijske Krnice so v načrtu. Povejte nam kaj več o teh srečanjih. Ja, gre za tako imenovane poslanske večere, se pravi dogodek, na katerega pač pridem jaz kot lokalni poslanec, ter z številnimi gosti, pridruži se tudi svetniška skupina Slovenske demokratske stranke iz Idrije ali Cerknega, odvisno v kateri krajevni skupnosti se nahajamo. Bistvo pa je eno samo, približati državni nivo in lokalni nivo politike občanom, kajti menimo, da smo izvoljeni strani, oziroma vemo, da smo izvoljeni strani ljudi in se zavedamo tega, da je potrebno ljudje redno ažurirati in poročati o tem, kaj se dogaja, predvsem pa prisluhniti njihovim pripombam, mnenjem, mišljenjem in tako dalje, da lahko te interese kasneje tudi zastopamo v samih političnih organih, v katerih smo izvoljeni. Se pravi, kot ste omenili, pridružili so se mi številni gostje v Bukovem, v Ravnah se je z mano nekako udeležila dogodka Zala Tomašič, evropska poslanka, v Godoviču je bil z menoj Aleš Hojs, v Ledinah sta bila z mano Žan Mahnič in župan Gorenja vasi gospod Čadež. Tako da vidite, da se dogaja in da smo v bistvu edina stranka dejansko, ki gre direktno med ljudi in prisluhne samim ljudem. Kaj rečejo ti ugledni gostje po končanih dogodkih, tako? Glejte, moram reči, da odzivnost je kar velika. Na tem mestu še enkrat povabilo vsem, da se udeležijo dogodkov, ko so v njihovem, kraju oziroma krajevni skupnosti. Res izjemna številka, tudi gosti, ki pridejo sem, so presenečeni nad udeležbo ljudi in mislim, da to pač nekako da tudi upanje oziroma energijo za delo naprej. Predvsem pa seveda se seznanijo tudi z aktualnimi problematikami, ki jih imamo tukaj. In ko bo enkrat prišlo, do menjave vodečih v državi, so to tudi ljudje, ki bodo lahko imeli ministrske funkcije ali ostale druge funkcije, kar pomeni, da bodo poznali problematiko in ko bomo prinesli, sveženj rešitev na mizo oziroma neke pakete rešitev na mizo, bodo lažje prisluhnili kot za tematiki, ki mogoče z njimi ne bodo tako ažurirani. 2 leti ste bili tudi podžupan v Idriji. Kako imate sedaj urejene te odnose z občinsko upravo? Se srečujete, si izmenjujete mnenja, stališča? Ja, res je, s kolegom Medicom so takoj po imenovanju v državnem zboru dala pobudo, da se ustanovi sosvet županov, podžupanov in poslancev, neko neformalno telo, se pravi, znotraj naše volilne enote, govorimo o občini Idrija in občini Cerkno. In posledično smo imeli že kar nekaj srečanj, nekako delujemo tako, da aktualno dogajanje v državnem zboru preneseva informacijo županom oba podata svoje kritike, svoje mnenja, nazadnje tako so tudi nastali predlogi za amandmaje in potem na osnovi tega tudi uskladiva poslanska vprašanja, ki jih postavljamo ministrom ali ministrstvom. Tako da
res je ta komunikacija bistvo. Mislim, da v preteklih mandatih je nekako to šepalo, sama pa so rekla, da glede na to, da prihajajo, bom rekel, iz podobno mislečih političnih opcij, da moramo tudi na tem področju pristopiti k temu aktivno in tega se tudi nekako držijo. Škoda, da o teh sestankih ne obveščate javnosti. Ja, definitivno bi bilo potrebno bolj dati na to, da je javnost krepko obveščena, vendar kot sem rekel, zaenkrat gre še za neka neformalna srečanja, definitivno pa je tudi nekako začrtano v samem delu oziroma v samem programu delovanja tega sosveta, da se tudi obvešča javnost, ko bo prišlo do nekih, rekel, bolj pomembnih trenutkov, v kateri bodo udeležene tudi vodje občine. Ali mogoče kakšen predlog zakona, v kateri bi direktno naslavljal kakšne problematike znotraj naših občin ali pa kaj drugega, o tem boste pa seveda obveščeni do časa. S Francijem Medicem ste rekli, da sodelujete korektno. Smola, pravzaprav oba sta sedaj v opoziciji. Ja, nažalost nam je sreča namenila, bom rekel to, da sva v opozicijska poslanca, ampak mislim, da glede na aktualno stanje v državi, da se zna zgoditi, da bo naslednji mandat, če bo dva izvoljena, tudi koalicijska poslanca. In kot veste, koalicijski poslanci oziroma koalicijske stranke so na koncu tiste, ki imajo moč, bom rekel, vladanja oziroma moč odločanja na direktno dogajanje v državi. In mislim, da bi bilo to za Idrijo, bom rekel, kar razvojno zelo pomembno. Pregledal sem seznam najemnikov poslanskih stanovanj, pa na tem seznamu vas ni. Res je, nisem se odločil za poslansko stanovanje. Prvo sem preveril lokal patriot, da bi lahko zapustil Idrijo. Kot drugo pa mislim, da je stik z lokalnim okoljem, stik z prebivalci zelo pomembno, kajti vidim veliko poslancev, bom rekel, iz kakšne druge stranke oziroma politične opcije, ki so vzeli stanovanje v Ljubljani in nimajo več nobenega stika s svojim okoljem, ne vejo, kaj se tam dogaja. Praktično so se nekako izločili iz tega. Sam menim, da je, kot sem že povedal, primarna naloga vsakega poslanca, da zastopa interese volivk in volivcev svojega okraja. In moj okraj je Idrija in Cerkno, sta občini Idrija in Cerkno in tega se bom vedno držal in bom temu zavezan. Še vedno ste član občinskega sveta, na teh zasedanjih pa delujete tako utrujeno, pravzaprav imate veliko obveznosti. Res je, da prijem pač direktno iz Ljubljane na sejo občinskega sveta. No, glede to, da sem pa danes že gost pri vas v studio pa tudi napovedujem, da se z novim letom tudi postavljam kot občinski svetnik. To ne pomeni, da se postavljam iz Idrije, glede to, da je bila pred tem vprašanjem o tem debata. To pomeni samo to, da zasedujem to, kar menim že od samega začetka svojega političnega udejstvovanja. Da more izvoljeni funkcionar vedno biti 100% pri delu, ki ga opravlja. In sam mislim, da če želim 100% zastopati interese občank in občanov Idrije in Cerkna v Ljubljani, pač moram eno izmed obveznosti, to je občinski svet, tudi prepustiti nekomu drugemu. In mislim, da je nova oseba, ki prihaja za mano, več kot sposobna, da to delo opravlja zavzeto, vestno in da prispeva k razvoju Idrije. Predvsem je pa to edino pošteno do volivk in volivcev, ki so Slovenski demokratski stranki namenili svoj glas na lokalnih volitvah. Vaš odhod iz občinske politike pomeni nadomestne volitve ali kako? Ne, gre za avtomatizem, se pravi, naslednja oseba, ki je za mano na listi, bo nasledila moje mesto. Čez leto in pol, 2 leti bodo državnozborske volitve, če bodo redne. To bo najbrž to obdobje, do takrat bo najbrž eno bolj zahtevni. Ja, res je, mislim, da gre za zelo zahtevno obdobje tudi z vidika Slovenije in razvoja Slovenije, pa tudi, bom rekel, tudi mednarodnega okolja. Vidimo, da se svet hitro obrača. Nazadnje sem se pretekli ponedeljek vrnil iz Združenih držav Amerike, tam sem se tudi srečal z dvema, bom rekel, članoma Trumpove ekipe. En je bil Dan Scavino, ki je bil v letu 2026 v mandatu 2016 enen izmed glavnih svetovalcev Trumpa, ter tudi z namestnico, bom rekel, oddelka za komunikacije Margo Martin. Z obema smo imeli kar dober pogovor. Obe dva pravita, da veste, kaj se v Sloveniji dogaja, da poceni PR v obliki zased na kakšnem sprejemu ne pomeni, da je do bližje Trumpove administraciji.
Tako da tudi z tega vidika je Slovenija kar na prelomnici, oziroma nas čaka zelo prelomno obdobje. Predvsem pa tudi zaradi notranjopolitičnih tem. Glejte, v Sloveniji se v zadnjem času dogajajo stvari, za katere v naši stranki menimo, da ne pomenijo nadaljnega razvoja Slovenije in da v nekaterih segmentih tudi stagniramo. Poglejte gospodarsko rast, ki je nižja kot pod prejšnjo vlado, poglejte kupno moč, ki je nižja kot v Romuniji. Včasih smo govorili, da nas Češka prehiteva, sedaj nas na nekaterih področjih prehiteva že Romunija. Tudi ko pogledamo bremenitev plač v Sloveniji, smo najvišje v Sloveniji, se pravi razlika bruto in neto. Tako da res smo na eni točki, ko bo naslednje leto in pol definiralo, kako bo Slovenija oziroma barka imenovana Slovenija plula v naslednjem desetletju. Dnevi starega leta se iztekajo. Kako je ta barka plula v letu 24? Po čem se boste tega leta pravzaprav spominjali? Ja, seveda osebno se ga bom spomnil najbolj po tem, da sem nastopil v funkcijo poslanca. Nenazadnje to je velika stvar, če smem tako reči, predvsem pa velika odgovornost. Barka Slovenija, barka imenovana Slovenija, pa je plula v nekem razburkanem morju, v katerem so načeloma imeli kapetani oziroma vodeči te barke vse vajeti v svojih rokah, da državo oziroma barko popeljajo v mirnejše vode, ven izmed, ledenih skal, ki so v morju. Vendar pa so se raje odločili, da bodo namesto tega barko še naprej vozili po vodah, ki prinašajo nestabilnost in namesto tega blaginje in razvoja. Nam lahko zaupate kakšno zaobljubo za leto 25? Zaobljuba je predvsem nadaljevati dobro delo na korist občankov in občanov Idrije in Cerknega. Predvsem pa nadaljevati, delo, ki je začrtano za leto 2025. Imam kar nekaj idej, kako bi z določenimi predlogi tako v državnem zboru kot tudi z lokalnega vidika strani podpore naše svetniške skupine, kako bi to prinesli k dodatnemu razvoju in kako bi omogočili, da gremo na boljši jutri, če se smem temu tako izraziti. Andrej Poglajen, hvala lepa za ta obisk v našem studiu, hvala za ta pogovor. Želim vam vse dobro in srečno tudi v prihodnjem letu. Ja, tudi jaz vam želim vse dobro, predvsem pa želim srečne in blagoslovene praznike vašim poslušalcem ter vse dobro v 2025. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost in seveda srečno.